Spoštovane gledalke in gledalci, dober večer. 30. Primorski slovenistični dnevi se zaključujejo in kot se za rojstni dan spodobi, z veseljem, dobro voljo in komedijo. Na vrsti je zgodovinski intervju, saj nas na svojem domu gosti igralec, dramatik, komedijant, Božji norček, kot sam pravi, glasbenik, ki pa ni kantavtor, se ni prišel na kant, pač pa je avtor pesmi, ki imajo določeno prepoznavnost, povezano z njim in z določenim pogledom na svet. Je ljubljenec občinstva, ki mu naklonjenost izkazuje z velikanskim zanimanjem za njegove predstave in nastope, pokupljenimi glasbenimi albumi. Je žlahtni komedijant, dobitnik nagrade Prešernovega sklada, Ježkove nagrade. Zaposlen je v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica, ki je skupaj z gledališčem Koper uprizorilo tudi 4 njegova dramska avtorska besedila. Dohtarja pod mus, Slehernika, Pašjon in Tuto Šomato, v katerih tudi sam igra. Je Novogoričan s koreninami na Cerkljanskem in v Brkinih, ki spoštuje zborno slovenščino, mu je pa uspelo ustvariti nov jezik, mlakarščino, prežeto s primorskimi narečji. Ko sva se dogovarjala za intervju, je rekel, da bo iskriv, ker tak tudi v resnici je. Iskriv in imeniten Iztok Mlakar. Dober večer. Dober večer, Anika. Dober večer. Naredila si je tak lep uvod, da zdaj je težko nadaljevati. Eno stvar ti moram popraviti. Nikdar nisem trdil, da sem Božji norček, tega privilegija nimam. To je naziv, ki so mu dali svetemu Frančišku po toskansko Udžulare de Deu, kar bi pomenilo Božji norček. Je pa res, da če sem kdaj malo prevzeten, pravim, da imam eno humoristično Božjo iskrico v sebi. Hvala za tak grozen uvod, se pravim, zdaj po taki reči je težko začeti. Morala ti. Povejte, kako se počutite kaj na Zoomu? Prvič. Grozno, ko se mi zdi, kot da bi... Jaz sem človek teatra in te reči, ki moraš čakati dolgo, sekundo, dve, da pride do uha in pole prije spet nazaj in prej, ko prije, se ti že pri drugem stavku, trećem, četrtem, si že na koncu in ne teče tako konverzacija, ni te, ko bi rekel, direktne interakcije, ko sem jaz navajen v gledališču. Ko bi rekli, časi so taki, ko so, kaj ćemo pomagati. Sva pa v interakciji, ne? Ja, zamikam. Zamikam, ja. Na začetku lahko poveva, da se poznava in da tukaj tudi nekaj malega sodelujeva, ko so seveda gledališča odprta. Me pa zanima, kakšni so sedaj vaši dnevi v čakanju na lepše čase? Kakšni so moji dnevi? Odvisno od dneva. Nikdar še vrten sadovnjak ni bil tako zrihtan kot ta leta. Zato, ker cajta in toliko je. Čeprav po drugi strani je pa spet, da meni se zdi, da eno vprašanje je bilo, ste rekli, da se bi o tem rada pogovarjala, če so ti časi inspirativni. Moram reči, da niso. Niso inspirativni, je pa inspirativno, če imaš čas. In v tem primeru, imam. Tako da se lahko kakšna stvar tudi napiše malo več. Edino tako je s temi cajti, tako se počutim. Smo pa vas v teh časih povabili na pogovor o komediji in gledališču in da si pridemo na čisto, kot bi rekel Baptista Minola v Tuto Šomatu, sem povedala ostalo prav na začetku, da ste igralec, dramatik, komedijant, glasbenik. Sem še kaj pozabila, še kaj napačno povedala? Ne, vse v bi pa spadalo v reč o komedijant. Komedijant. Ja, komedijant itak mora biti človek širokega spektra v tem, da je zna kaj za gost, zna kaj napisati, zna kaj što reči, zna tudi zaplesati, dobro zlijeti in artritisom malo manj, zna kakšen mim in tako. Skratka, to je en poklic, kako rečem že, bolj učeno tisti, ki v Ljubljani delajo, to bi rekli Gesamtkunstwerk, ne moš reči slovensko, Gesamtkunstwerk. Nemški izraz, ki pomeni vseukupna umetnost.
Aha. Soukupno umetno škodelovanje. Tako. No, skratka, ni tako komplicirano. Spoznati se moraš na te reči, znati se moraš skočiti na mizo sredi oštarije in spraviti ljudi v sebi. Najprej ste bili avtor besedil za vaše pesmi, šele nato ste postali dramatik. Vito Taufer vas je veliko let nagovarjal, da bi vendarle napisali kakšno besedilo. Zakaj ste imeli pomisleke takrat? Zato ga poznam gledališče. Poznam institucionalno gledališče in sem ga imel cajt poznavati desetletja, preko sem se lotil pisati. Vito je štel, koliko časa me je prepričeval, že od momenta, ko smo se spoznali, kot pač pri delu, seveda, ki drugje, je on začel to, se ni bil edini, ampak on je bil najbolj vztrajen, pa tudi najbolj, moram reči, argumentiran. Jaz pa sem imel svoj strah, zaradi tega, ker gledališče, tukaj pri nas, je seveda postavljeno, ko bi rekel, je ena struktura, ki ne mara odpiranja preveč, vsaj takrat ni imela, moram reči, da so se stvari zelo spremenile, grozno. In je pač bil nek abonmajski sistem in zdaj pri vsem tem, da bi jaz udrl s to svojo organizirano anarhijo, ne vem, ko bi temu rekel, s tem se mi je bilo malo strah, po drugi strani tudi so pravili recimo za Elan, ki je še v 80-ih letih delal smučke, ki so bile znane po celem svetu. Ma je delal tudi barke. Barke so popolnoma drug izdelek, kot smučke, čeprav jih tako se uporablja umetne snovi in tako naprej, ampak jadrnice so nekaj drugega. In bi bili tako poceni, ampak ne bi bili tako fajn kot Elan. Bi bili tako tržno zanimive, samo ne bi bili tako dobro in detaljno izdelane kot Elan smučke. Zaradi tega jim je en trgovec amerikanski rekel, ne delite, ne prodajate to na tem trgu, ker zaradi punega izdelka, ki je popolnoma drugačen in popoln, z nekim nedodelano rečjo ne iti v ta trg. No, jaz sem to tuhtal in sem bil prepričan, da imam prav in nisem imel prav. V bistvu gledališče je precej odprta forma in se jo da tudi sistem spreminjati. Namreč sam gledališki sistem s tem, da ponudiš eno stvar in čeprav so zadržki, čeprav so očitki, da se gre v neke komercialne stvari, ne vem, zakaj morajo omenjati pri tem komercialu, da se gre preveč na široko, da gledališče je le za elito in tako naprej. Mislim, da ni res. Mislim, da ne smeš nikdar človeka podcenjevati, gledalca. In moram reči, da sem hvaležen Vitu tudi, da je vztrajal toliko časa in potem je prišlo do tistega Doktorja pod Mus, ki sem ga napisal v bistvu strašno hitro, ker je že desetletja se ukvarjam s to komedijo dell'arte in s tem principom tega gledališča, da mi ni bilo težko. No, seveda naslednja naloga je bila pa težja, treba narediti pa vse skupaj v verziji. To je pa druga zgodba. Kako pa so nastajala ta vaša 4 dramska besedila? Kje ste dobili navdih? A ste ga dobili v brezdelju, tako na kavču, kot pravi Hermann Hesse? Ja, Hermann Hesse je rekel, da moraš ležati na kavču. Ja. Tako je, se to delo je grozno zanimivo v tem smislu, da sediš, gledaš v zid, to delaš kar nekaj cajta, bolj prije žena reče, da če nimaš kaj bilo pametne, ne si vse smeti ven. Ne, ni tako, se heca malo. Moja žena je zelo razumevajoča, da ne boste mislili. Se kaj pa, če vse nima druge izbire. No, če reči, gledaš v zid in tuhtaš in se matraš in pišeš in zamenjaš že tudi motive in zgodbo, ki ti ne paše in pol narediš, daš in pa reče, lahko tebi to ti z rokava stresaš. Ni. Navdiha ni, ne pride nekaj z neba in veš, kaj boš naredil in je caf naredil, boh te požehna. Ne, ni tega. Je trdo delo, zmeraj. So momenti, ko rečeš, ja, to je fajn, pridejo ideje, ki se reče, to bi pa nekaj časa gruntaš in ta ideja se ti čez že popoldan, ko se ti dopoldan zdela krasna, se ti zdi katastrofa. Ma pač, tak posel, vse so me rekli starši, da ne dela nekaj drugega.
Kaj pa je pravzaprav najtežje? Ne? Pravijo, da je komedija najtežji gledališki žanr, da najtežje se ustvari. Kaj je pravzaprav težko, poleg recimo te ideje, navdiha? Ne bi rekel, da je najtežji. Najtežje je v praksi, zaradi tega, ker če nimaš odziva pri komediji, mislim, pri drami, da so ljudje tiho, tudi če slišiš, da gospe že počasi išče po torbicah svoje bombone, ki so jih pozabili leta 82, z dolgčasa je nekaj videti. Če je drama, tu še zmeraj uredi, zato ker nekako se tu lahko prevede v strahospoštovanje hude tematike in tragedije, ki jo predstavljata zgodba. Pri komediji, če ni smeha, če ni te, ni. In dobro, tudi v teh komedijah so tudi komedije, ki recimo bi bo kakšen v dvorani dvignil prst in rekel, ma čak, da je pisalo komedija, ki je tu komedija, ki nisem moment, se nisem zabavil. Ja, komedija seveda zahteva interakcijo s publikom. Taka, ta prava komedija, tista, ki igralec reče, aha, zdaj in čaka, da bo nekaj prišlo ven iz dvorane in če ne pride, seveda je obupen občutek. To sem že doživel in pol, ko se klanjaš, tam rečeš, dragi abonenti, nisem jaz kriv za ta izbor tega teksta, so izbrali temno pravi, jaz sem oprostitev uslužbenec v javnem sektorju, je tako katastrofa občutek. Ni težji žanr, lik tako moraš igrati strašno resno, strašno boleče, tako dramo kot komedijo. Ne bi niti toliko ločeval dramo in komedijo, kot da je tle Berlinski zid. Ne, to se prepleta med sabo, če pogledamo Shakespearea, pri najbolj tragičnih situacijah, recimo, kot je smrt Ofelije, potem imaš tistega dva grobarja, ki začneta metati kosti ven in preide čez mejo tragičnosti v grotesko, v ironijo. Vedno, kot pri dobri kuhinji, moraš mešati eno in drugo. In tudi komedija sama po sebi ni nekaj lahkotnega, nekaj samo da bo smeh, ampak je noter zmeraj skriva tragedijo. In večja, ko je, večja je komedija. Pristop je samo malo bolj kompliciran, zaradi tega, ker ti moraš pripraviti ljudi do tega, da se smejejo včasih nečemu, čemu se ne bi smeli, na nek način, ampak tako prikažeš, da se prija do te distance, ki pa rečeš, ja, se je kruto, se je to, ampak smo pa ljudje tudi res neumni, da se to naredimo. Tako je, ne bi rekel, da je težji, je drugačen, pa tudi ne bi tako ločeval žanra med sabo. Se pravi, vsi veliki dramatiki so zmeraj v največje drame od Čehova, so dajali komične elemente. Ene stvari, ki so pustile človeku dihati, pa tudi narediti korak nazaj, da potem prikazano boljš vidiš. Tako, ne vem, če sem kaj razložil, upam, da sem. Je, težko je in hudo je samo zaradi tega, ker če ni odziva, nisi naredil nič. Vemo, da vaša besedila nastajajo premišljeno, počasi. Koliko je tukaj trdega dela in koliko je tukaj vašega talenta? O, moj ti Bog. Ne vem zdaj, da bi sploh še lahko govoril o talentu. Talent ima vsak. Talent, dobro, en tak, ampak ni ga netalentiranega na tem svetu. Vsak nekaj ima in če tisto reč najde in izpelje, si je sam sebi podpisal prekletstvo. Zaradi tega, ker potem seveda talent, ki ga razviješ, je tudi obveza. Je obveza, zmeraj razlagam ljudem, da je obveza do tistih, ki te možnosti nimajo. In zaradi tistih moraš ustvarjati. Zdaj pa, talent nič ne olajša in tudi jaz ne vidim več pri vsem tem talenta. Ni bilo nič, se pravi, nič z nebes dol ne pride, tudi zid lahko lejaš, kot češ, če ne boš vklopil možganskih vijuk, ne bo nič ratalo. In jaz mislim, da je seveda trdo delo. Pri vsakem,
Tudi, ko gledaš življenjepis največjih boemov, opaziš, da prd enega so na veliko že inkali ordo, lijevo desno, oni so spali celo noči, so harali, da je bilo za se zmešati. Cankar, ki je pisal po cele dneve, je pil, jasno, da je pil. Ma zjutraj z mačkom pisal, zato mogoče včasih malo depresiven. Nismo taki, ko bi rekel, taki lahkoživci, ko eni si predstavljajo, lahkoživci v tem smislu, da nam je vse lahko. Ne, ustvarjalnost je grozno težka včasih. Ker je odgovornost, ker veš, da moraš narediti, ker kar si naredil, ti daje še posebno komando, da moraš delati še naprej in bujši go naprej. Ogromno razočaran, ogromno preklinja samega sebe, da ne morem reči, v bistvu je to trdo garanje. Se pravi, nismo lahko živci, polomimo dosti krat, samo, kadar mi lomimo, se bolj vidi, samo to je. Če pa nič več, ko si ostali. Ko sva že ravno pred tem, na začetku ste omenili, da ste raziskovalec in enkrat ste tudi povedali oboževalec komedij dell'arte in se tudi predstavljam, da ste in še vedno o komediji dell'arte veliko berete, se izobražujete. Kje ste našli največ koristnih informacij morda z tega področja? Tako je. Komedija dell'arte je samo obdobje par stolet od, recimo, prvi tak zapis skupine komedija dell'arte je iz leta 1524, notarski zapis skupine, ki je naredila pogodbo, 8 moških je bilo, tam takrat so še moški igrali tudi ženske, to se kasneje v Benetkah spremenilo, ko so kurtizane začele za zabavo svojih strank, ne rečem lepše, organizirali svoje majhne skupine in z teh se potem počasi tudi prvi profesionalne gledališke skupine v privatnem lastnini tistih kurtizan so se ustanovile. Največ dobim iz same prakse. Bi lahko rekel, da nisem se najprej jaz začel zanimati za komedijo dell'arte, so komedije dell'arte začele zanimati zame. Zlezla mi je nekako in se začel poiskati, čakaj, tu nekje sem že videl, nekje sem že poznal, nekaj mora biti pred tem, kar sem se jaz tega lotil, ker nisem jaz taki, da sem neki, in sem začel iskati po zgodovini in seveda sem našel to. Je pa seveda praksa pol tista, ki ti pove, kaj iskati, kje, kako. Zdaj, ko govorimo o komediji dell'arte, bi rad razčistil prej, ko gremo naprej, ne govorim samo o tej komediji z maskami, z temi nosovi, nimam nobene maske, skratka, tiste usnjene maske, ki poznamo, Arlekino, Pantalone in to, ampak je v bistvu princip, ki se kaže, ki je bil že prej, recimo, če gledamo v grških Atelanah ali pa pri rimskih mimosih, kjer so igralci bosonogi, sem rekli, ki so po trgih igrali in z močno gestikulacijo, kar značilna recimo za komedijo dell'arte. In potem je seveda najbolj se razvila takrat od 16. stoletja, pa konc je bilo v bistvu z Goldonijem, njegovo reformo, ampak tradicija, kako bi rekel, te vpliv komedije dell'arte pa gre še naprej. So musicali, so vodevili, je cirkus, so vse te obrobne oblike gledališča, ki tudi vstopa noter v klasično gledališče, ki ga poznamo dan danes, in to je, jaz jemljem pod komedijo dell'arte, ne samo ozko tisti moment. Se pravi, en princip delnega gledališča, ko tekst dostikrat nastaja sproti. Ampak ne tako, kot si predstavljamo, da se vse pač improvizira na samem odru takrat, je v bistvu
gledališče brez teksta, kar je danes grozno moderno, ampak seveda dosti bolj narejeno na znanju, na obrti, na tem, da je človek vse življenje, desetletja, pilil eno vlogo, Arlekina, Pantolona, Dottoreja, Zanija, kapitan Matamoros, mislim, skratka, fiksne vloge, ki so imeli svoje dialoge, svoje monologe, svoje spovedi, svoje fraze, in ko si postavil skupaj, je samo zaigralo. Ne? In je prišlo do kanovačev, do tekstov, do predstav, ki so seveda bile tam, takrat, v isti moment, ampak vedno je improvizacija v tej obliki gledališča najbolj naštudiran del predstav. S komedijo velikokrat omenjamo obrtno znanje. Kaj to v praksi pomeni? Ja, zdaj, kot umetnik, kot človek, ki ustvarja, se besede obrt zelo bojimo. Ne? Ni, obrt je nič taza. Obrt pomeni samo to, da se učiš skozi delo. Če zdaj primerjam, koliko sem se naučil na akademiji, in zdaj, ko spadam že pod spomeniško varstvo počasi, je tako majhen del tiste akademije. Tako grozno malo, za razliko recimo od kaj sem, tudi v drugih poklicih ne bom nič rekel, se seveda učiš. Se učiš tudi skozi prakso, ampak tle je dosti bolj intenziven ta, bi rekel, obrtniški del učenja, ko se učiš od večjih mojstrov od sebe. Ko se učiš, ko si vajenc, ena profesorica na akademiji, sicer jaz te nisem doživel, ampak so pravili, Juvanova, gospa Juvanova je pravila, da še 20 let po diplomi ni to zagleda. Šele mogoče po 20 letih, da boš kaj videl v igralcu. Je ena taka, samo to jemljem kot obrt, ker pač učiš se. In če si na začetku veš isto, kot veš proti koncu kariere, si vrgel 30 let stran. To je isto kot s prepričanjem in s pogledom na življenje. Če si po 30 letih prepričan še zmeraj tisto, kar si bil prej. To je tako jemljem. Poleg recimo obrti se pri komediji izpostavlja tudi matematiko. Da imamo nekakšne formule, enačbe, ki se uporabljajo. A je kaj resnice na tem, da je komedija matematika? Matematika? Ma ne, prej bi rekel, da je toliko matematika, kot je matematika glasba. Glasba je lik tako, zaporedje tonov, frekvenc 440 je A, razen če narediš malo, da 442, eni dajo rajši to. In če to vse šteješ, dobiš pač zaporedje frekvenc, zaporedje sekvenc, da to deluje na človeka, mora biti še nekaj zraven. In res je, pri komediji je ritem zelo pomemben, je melodija zelo pomembna, intenzivnost zelo pomembna, dogaja se hitreje, ker moraš, humor funkcionira preko presenečenja. Ti moraš ponuditi presenečenje, ki mora biti sicer logično, ampak, jaz sem malo zapletel, ni tako komplicirano. Moraš ponuditi nekaj, kar ni pričakoval, ampak je logična izpeljava, samo jo ni problem. Recimo, to so taka pravila, ko jih poznamo, recimo pravilo 3. Največji zločinci v zgodovini, govorim vic zdaj, največji zločinci v zgodovini, ki so naredili največ škode, so bili Adolf Hitler, Josip Stalin in moj profesor slovenščine. Zakaj se zasmejala pri slovenščini? Zato, ker je nelogično, ampak ob enem lahko pričakuješ, da je nekaj tle od zadnje sledi zgodba. To je, tako deluje humor. Vedno je neko presenečenje, vedno je nekaj, kar, to sem te improviziral, mislim zdaj, kakšen velik vic iz tega spelje. Ampak deluje zmeram preko presenečenja, zato zahteva en določen ritem. Če ti
poanto razvlečeš, ali kaj, si že zgubil. Tle je potem tudi ena močna pravila, ki jih mojstri svet tudi kršijo, pa še vedno dosežejo učink. In ni pa to zdaj tak diktat, ne, da bi zdaj bilo samo, ti prebereš formulo, bo znal delati humor. Ne, ni res. Ne, daleč od tega. Samo, ko bi rekel, so ene zadeve, ki jih moraš poznati in z leti se naučiš v bistvu, zveni schizofreno, se naučiš, ko pišeš, ko delaš, ko razmišljaš, imaš pred sabo ljudi, jih gledaš in že predvidevaš njihove reakcije. In dober avtor humorja to zna. Recimo, v povezavi s tem jaz vem, da imate zelo dobro izdelano teorijo o komediji, ne? Da je to tragedija gledana v rit. Ja. Ker se smehom ne sproščajo tudi hormoni zadovoljstva pa sreče, je najbrž večja možnost, da pride sporočilo do gledalcev pri komediji kot pri tragediji, prek smeha. Ja, zdaj si lično malo provokativna do mene. Tako, prvo zdaj, če rečete, je ena zelo dobra teorija komedije to, da je tragedija gledana v rit, me malo nerodno, ne vidim zdaj tu en velik umski dosežek v tem stavku, je nekaj drugega. Je bil povsod po naslovnicah. Ja, vem, zato, ker je najbolj tako beso, sem rekel, in potem je seveda novinarji, taki ko so. V bistvu lepše je tista, da je tragedija komedija plus čas. Namreč, bolj ko si star, bolj ko je konc blizu, bliže, no, skratka, ni blizu, da je upamo, ampak bolj se ti stvar ne zdi več tako za prmeduš, tako za ubit, za vse za se razstjati, se začne počasi nasmihati. Zmerno pravim, da je tudi stvar komedije, dobri komedijanti so več starejši, ne. Ti moraš res poznati življenje dobro, da se mu tudi večkrat, mislim, večkrat situacije, da se jim lahko potem nasmehneš, ker rečeš, aha, to je že to. Tako ko je moj cimer v Ljubljani imel strašno srečo, ker je sanjal, da pada v prepad, je on prezenter sploh ni bilo strah, ker aha, že v sanjah si je govoril, ja, to padam, na koncu se mu zbudil. In mislim, kakšno sanje imaš tu, kakšno moro imaš, če veš, da samo sanjaš. Ja, pa je tako. To je mogoče tudi marsikdaj sreča pri izkušnjah, pri starosti, da veš, da te reči, ki se jih v mladosti grozno bojiš, imaš ogromno šans, da boš preživel. In tle potem dela vse skupaj stvar komično. Začneš gledati bolj na te stvari tako, da se rečeš, čakaj, vse smo res ljudje neumni. Začem se vse govorimo, začem se to, ne. Je pa po drugi strani, ja, tukaj si rekla, da pride sporočilo, prvo, ko se zmenimo umetnost, sporočilo, to, ne vem, slavisti imajo to teorijo, da kaj je hotel umetnik s tem povedati in jaz zmerno sem govoril v osnovni šoli, ki pa strelji ni povedal, če je to povedal, porka mizerija. Zakaj ni šel delati na pošto, bi šlo sporočilo takoj, ne? Ampak ni, umetnost ne daje sporočila. Umetnost ni, da bi sporočala, umetnost je tle, da te zapelje, da ti govori preko čustev, da ti zleze pod kožo, da deluje prav drugače, kot deluje sporočila. Ni dovolj, da ti nekomu nekaj poveš, ni dovolj, da mu daš odgovor, ne smeš mu dati odgovor. Če gre človek v dobro predstavo gledati z enim vprašanjem nad glavo, ven iz dvorane mora priti s 5 vprašanji. Zdaj, komedija seveda je pri tem malo podla. Zdaj, če ti gledaš dramo, ti že vidiš takoj problem, vidiš takoj to, kje je konflikt, kaj je tematika, kaj je groza, kaj je človek, kaj je to in super, ampak takoj že pogruntaš, o čem moraš razmišljati. Zdaj, če je komedija res podlo narejena,
je tako, da se zabavaš cel večer grozno. Ne? In se smeješ in prav komedijanti dell'arte niso imeli nobenih zadržkov. To so bile smrti, so bile uboji, vse sorte bilo in ljudje so se režali. Ko so šli domov, čez nekaj cajta se še malo smihali, drugo jutro, čakaj, čemu sem se jaz smejal? O moj ti Bog. Kakšen trng sem jaz požrl, da mi zdaj prav po črevih trga levo in desno. In z komedijo moraš biti previden. Lahko je hitro sama sebi namen. To so dosti krat očitali komedijantom dell'arte. Je pa zanimivo sredstvo. Nikoli pa nisem trdil, da je bolj učinkovita kot drama. Prej obratno, ima ogromno hendikepov ravno zaradi tega, ker je tako blizu ljudem. No. Tako, jo radi imajo. Včasih se mi zdi, da kulturniki gledajo, da ste ta visoki kulturniki, oni gledajo konkurs pornografije. Ni, dače tega, je zelo plemenita stvar. Prej o sporočilu, to bi bila v redu debata, ne, če bi nas bilo še več. Ne, se ni zagotovil. To bi bila huda. Ne, nisem hodil. Dače tega, samo... Ne, sej jasno, da so sporočila in jasno, da samo malo sem včasih alergičen, ker se potem zelo enostavno pokažejo stvari, vse drugače, ne moč otrokom razložiti, sej je treba povedati, kaj morajo videti v nečem, kar niti ne preberejo. To je absolutno mi jasno in klasika, še posebej slovenska, je tisto, kar se vsak trdi, da je prebral in ni. To je definicija klasike. Oziroma bi rad prebral, pa ni. Tudi mi, moram reči, imamo, tem drugič, imam drugič. Dajmo naprej, da ne bomo predolgi. Da ne bomo predolgi, če dijaki ne bodo znali v besedilu poiskati sporočila, rečemo, ne pogledajo tale posnetek, pa bodo dobili to. Ne, to je kontraproduktivno, ne. Ampak recimo zdaj, ko se že tako smejeva in hecava, še en stereotip o komedijantih, da so v zasebnem življenju pravo nasprotje, pogostokrat žalostni, da so v življenju že marsikaj hudega preživeli. In če sledim temu, bi vas vprašala, kaj pa je vas v življenju najbolj prizadelo, zaznamovalo, morda razočaralo in ste potem tudi to prenesli v besedila, v predstavah in nenazadnje v glasbi? To zdaj, da bi prav direktno stvari prenašal, ni. To je treba, dosti krat rečem, prespati, preživeti. In pri komediji je pomembno tudi to, da čas mine med enim in drugim. Je pa seveda kot vsaka druga tematika, mislim, kot vsaka druga komedija, je tematika in to je tudi tisto, kar mene najbolj razjezi zmerom pri ljudeh in kar me prizadene, je neizmerna človeška neumnost. Prav žaljiva, kratkovidna, sebična, to ne govorim zastonj, da je to za mene 8. smrtni greh, ki povzroča vseh 7 ostalih, ki je vir vseh 7 ostalih. In to je tudi tematika komedije. Zdaj, neumnost ima pa neizmerno veliko, neizmerno dosti oblik. In vse so vredne obdelave, vse so vredne obravnave. Da bi o osebnih svojih travmah govoril dostikrat, vedno samo takrat, ko mislim, da lahko ta osebna travma še komu drugemu kaj pomeni. Oziroma, da je, drugače pa ne, ki moraš biti tudi selektiven. V ustvarjanju definitivno ni psihoanalitični kavč. To je trdo delo kot vsako drugo, ampak trdo, res trdo.
In rezultat vašega trdega dela so 4 komedije, še enkrat, Dohtar Potmu, Slehernik, Pašjon in Tutoš Mato. Prvi 3 ste imeli v celoti napisane, pri Tutoš Matu pa je šlo potem za delno sproti nastajajoče besedilo na vajah. Tudi prej ste že to omenili v okviru improvizacije. Kakšne so prednosti in slabosti takšnega načina dela? Tutoš Matu se je res delalo drugače. Delalo se tako, da sem jaz imel pripravljenih že enih 120 strani verzov različnih, ampak od tega je 2/3 šlo smeti. Ne smete biti nik držal vrst stvari proč. Jasno, da daš v skladišče, mogoče prije cajt za reciklažo. Ponavadi prije za reciklažo samo papir, mislim, verzij, ne. Ampak ne smete biti nik držal materijala samo zato, da je stvar efektivna. Zato, ker si pač, koga briga, če si delo en mesec na tistih 5 verzih, če niso, za čemu to. Prednosti so iste, kot so slabosti. Slabost je to, kad delaš recimo, da ne končaš dela do konca in pustiš, da se potem med samim procesom dela razvija in zgodba in to, in zgodba in verziji in tekst in dialogi. Slabost je to, da moraš hitro delati. Ko je Shakespeare moral delati verjetno v tem svojem Globe Theatre, spodaj so že vadili prvo in drugo dejanje, treće, še on pisal v tinti noter, zapacan in gledal dol, kje so in pisal te svoje blank verze naprej. To te seveda pretera, prevleče, prisili, da stisneš iz sebe, največ, da ne spiš po noči, da se zbudiš ob 3 zjutraj in ti gre en vers po glavi non-stop in ga ne moreš ven spraviti večer, ga ne zapišeš, pa rečeš, ma ne, vse dobro, se ja bom spomnil, pa se jutri ne spomniš, to je dejstvo. Dostikrat. Prednost je v tem, da imaš že figure pred sabo, recimo, ko improviziraš, da igralci že imajo svoje vloge, tudi zagovarjajo, se debatirajo s tabo, tako, seveda ti moraš pol tisti biti, ki rečeš, ja, ma to se glih ne, to bomo dali to in tako naredimo in dajmo že enkrat priti do konca, da vem, kaj bom naredil do konca, da lahko. Skratka, je grozno tak konfuzen sistem. Ko delaš sam, tega seveda ni, čas imaš, zmeraj je tudi en termin, ki ga moraš končati in seveda nimaš tako hitre povratne informacije. Vse politik se, tudi če je izgotovljen tekst, tudi pa recimo pri Pašjonu sem še dopisoval stvari, tudi ten cel prizor. In tako, ko se je verjetno delalo od zmeraj v gledališčih, ko se je stvar že delala, se je stvar pisala. Pri Tutošu Matu je bilo res praktično 80% je bilo treba narediti iz tega, kar sem še pobral, kar sem naprej nekje nastavil in pa kar sem pa moral improvizirati gor, čumljati nad gledališčem. In oboje je naporno. Ste ob pisanju in nenazadnje ob improvizacijah kdaj mislili, da greste čez mejo, da ste morda žaljivi? In če je bila mogoče kdaj kakšna kritika na ta račun? Moram reči, da v primerjavi s tem, kar se v gledališču dogaja in kakšne so tematike in tako, to ni kritika zdaj. Jaz sem ena nedolžna ovčka, mislim, ni, da bi kdajkoli, če mogoče, no, pri Tutošu Matu smo šli res razno daleč, nobenemu se ni zdelo predaleč, konec koncev so navajeni ljudje dosti hujših reči. Zdaj, meja, kje je, mejo si jo postaviš sam in to je tvoja odločitev, ki moraš jo res premisliti. Tudi zaradi tega, ker
moraš vedeti tudi za svoj profil publike oziroma po drugi strani pa lahko je odvisno od načina, eno zelo vulgarno stvar lahko tako narediš, da ne bo zvenela vulgarno. Eno relativno nedolžno stvar prikažeš tako, da zle, da čakajmo, kaj si rekel. Je zmeram ena vožnja vmes. Komedija ve, dosti bolj kot marsikateri drugi žanr, da če češ ti narediti nekaj lepega, moraš dobro poznati trdoto. In iz kontrasta, iz, kako bi rekel, Da Vinčijevskega chiaroscura, pride ven sporočilo. In verjetno se bova ves čas zdaj do konca hecala s tem sporočilom, bova videla, kakšni bodo pa odzivi na ta najin pogovor, kaj sva dala z eno sporočilo vsem. Bova potem na koncu še v sporočilu. A se bojite, kdaj... Te prav daje deli to sporočilo, Slavistka. Že vredi, imaš prav. Slovenistka. A se bojite kdaj, če bojite, prava beseda, da se ponavljate, da uporabljate iste verze, motive? Je tako, ne? Je isto kot pri tem, ali greš čez. Pri tem, ali obstaja meja, da je stvar preveč brutalna, preveč groba. Ponavljanje, marsikdaj, je humor zase. Imaš nekatere humoriste, ki imajo ta famozni stand-up, ima izraz running gag. To se pravi neka stvar, ki se vedno znova ponovi, se ponavlja skozi celo predstavo ali pa dostikrat pri teh njihovih ameriških sitcomih, situation comedy. In človek že pričakuje, da bo tle prišel ta gag in to ponavljanje samo po sebi ima komičen efekt. Zdaj, koliko se jaz sam bojim, dejstvo, da je ta poklic res rahlo paranoiden. Ne samo, da se bojiš, da se ponavljaš, ne samo, da se bojiš se, da si slab, bojiš se, da... To je sestavni del tega. Dvom je sestavni del tega posla. Buhvari, da ga ni. In buhvari, da grem na oder brez vsaj malo treme. Ker takrat vem, da bo nekaj narobe. Te dvomi, te stvari so koristni. Bog hvari, da nimaš tistega Sokratovega demona nad svojo glavo cel cajt. Zmera mora biti. In ti dvomi, sej, ko pravim stalno, evo, da sem mu ponavljal, to je moj stara fraza, da imaš stalno te metuljčke v želodcu. Stalno ti letijo to. Ko si mlad, zlijeti, so še zmeraj to. Samo jih zlijeti naučiš, da letijo v formaciji lepo. Kakšni so pa ti metuljčki, ko se odda besedilo režiserju, v tem primeru Vitu Tauferju? Čutite eno tako zelo veliko povezanost od tega besedila, ga s težkim srcem predate režiserju in nenazadnje vas režiser pusti do besede, vas vpraša za mnenje? Bog hvari, če ne. Ne, sej, ni to tako uradno, da bi se to v koncu bašta. Ne, jaz sem zmerom v sami produkciji tega zraven, kakor pa svojih pesmih. Ko jih enkrat daš, se še zmeram, ko jih snemaš, jasno, da si ti tisti, ki daš zadnjo besedo in tako. Zdaj, pri gledališču, pri teatru, pri tekstih teh gledaliških, je stvar v tem prednost v tem, da že ko pišeš, si že v dialogu z nekom, že razmišljaš kaj in kako, pošiljaš en kos, pa drugi kos, tudi umetniškemu vodju moraš dati
baje, da tisti znanih 20 strani, čeprav mislim, da pri meni so že obupali, jaz naredim, ko naredim, in bašta. Ampak tam si zmeramo dialogu in podobno je pri pesmih. Isto najprej grejo v voštariju na obdelavo, na sorjenje, in potem pridejo na trak. Tako da ni teh jasnih rezov, da bi dvignil roke. Ampak ko pa enkrat, recimo, gre pesem ven, ko jo že igrajo na radiju, ko ljudi poslušajo, tudi malo popevajo, kričijo za tabo, takrat pa ni več tvoja. Takrat je pa že od njih, njihova lastnina. In takrat pa, kaj jaz recimo za marsikaj, kar sem napisal pred desetletji, bi zdaj popravil. Prekasno že šlo, je njihov. In je prav tako. Recimo, v več intervjujih ste povedali, da pišete dramske osebe tako, kot bi jih igrali sami. Pa vendarle si najbolj predstavljate, kateri igralec ali igralka bi bil najboljši za določen lik? Tudi, če mi nohte puliš, zdaj ne bom priznal. Je tako, predstavljam si... Moram se pripeljamo. Ne, jasno, da vidim nekoga pred sabo, ki delam to vlogo. Ja vidim konkretno, ma ni igralec. Dosti krat so zasedbe, recimo, ki jih Vito postavi, ker on je režiser, jaz ne upam si tega, tudi kolegom, ki smo skupaj v ansamblu, jaz ne morem reči, ti boš tu igral, ti pa tega ne boš zadogajal, ti si, ti bom razmislil, ne morem. Jaz sem del njih in si te trznosti, pa tudi, če bi izbiral, je verjetno, če sam razmišljam, izbiral preveč čustveno. Tebi bi pa rad nekaj dal, tebi pa... Tako da rejši ne dam nič nobeno. In prepustim nekomu, ki to res zna. In Vito je definitivno marsikaj, ampak je pa med drugim tudi velik umetnik za sebe. On ne okoliši in da točno tisto, kar misli, da je. In pri tej selekciji je zelo, zelo natančen in zelo dober. Tako da, jaz ko pišem, pa vedno probam imeti človeka pred sabo, pa se pravim, to večinoma ni igralec, ampak je neka oseba ali pa neka karikatura, ki si jo samo ustvarim, ima živ. Ja imam pred sabo, ko pišem, mislim, zveni schizofreno, sem drugače zdrav, vsaj pravijo, da? In iz tega pol prihajam. Pa seveda jasno pregovorim vsake besede, kako bi jaz to interpretiral in če je to govorljivo, če je to marsikdaj treba spremeniti, če zmeram, ampak je v tem ena taka odgovornost, da ko že nekaj napišem, mogoče se dostikrat preveč ukvarjam z podrobnostmi vsake vloge, da bo ja imel kaj od tega, kakor v sami sporočilnosti. Čeprav sporočilo pa seveda pride, jasno. Če ne, pošlji po pošti kasneje. Zdaj vam pa še jaz nekaj sporočim. Namreč, ko smo bila pri pisanju besedil, se pravi, jih ste povedali, pišete v knjižni slovenščini. In jaz vam priznam, in to je zdaj sporočilo, da sem ob prvem branju Tuto Šumata porabila precej časa in sem se zelo, zelo trudila. Namreč, narečje večinoma govorimo in ga ne pišemo. In kako je pravzaprav pisati narečje, ker to je kot da bi kitajsko bral, ne? Pa govorim primorsko narečje jaz. Ja, to je zmeren problem, ne. Kar je za mene recimo tudi dosti let predstavljalo govoriti zborno slovenščino, tako kot govorim dialekt. Zakaj? Zato, ker dialekt ima svojo melodijo, ima svoje, dobro, nismo lih, ne vem kako to nemski ima, Primorci imamo neko svoj način, naravn impuls, da poveš
reči tako, ko je treba in kakor, da bo zvenela. Da bo stavek zvenel, da bo beseda zvenela. Ima svojo glasbeno obliko. Medtem ko pri pisane besedi, pri zborni slovenščini tega ni tako, vsaj pri meni, ni tako naravno. Ne? Čeprav, se pravim, vsaka čas zborni slovenščini, to je taki jezik zapisati verze, dosti lažje kot v dialektu, dosti lažje. Zdaj, zapisano je pa tako, ne, dobro, se pravi, slovenščina ima mogoče to srečo, da je tako arhaična, da ni tako kraško notranjska, kako bi rekel, kjer imaš tu kunjan, ko se te diftonge, ki se one way, due dun, kako je blue, ne, je rijeka, in sem vejdu, ne, in prvi so ti komplicirane stvari, pol imaš tudi umestne vokale, recimo pri pavskem dialektu, ker imaš, ne veš, ali je, tle je bolj natančno, da se ga bo še napisati v slovenščino, ne. Ampak problem je pa zmeraj med pisano besedo, med govorjeno besedo. To včasih ljudje, ki pišejo za gledališče, pozabljajo. Kakor marsikdaj recimo glasbeniki, ki so instrumentalisti, pišejo krasno melodijo za pet. Super, perfektno. In pa je lahko, gospod maestro, kje se diha tle vmes? Ker vi kaj raste klavir, jaz moram dihati. Pri gledališču, pri pisateljih, dramatiki, včasih napišejo stvari, fajn, izgleda lepo na papirju, jasno, ne, samo probaj to govoriti. In podobno tudi pri poeziji. Poezija deluje samo takrat, ko jo prebereš. Ker deluje z ritmo, ker deluje z obliko, z vokali, z konzonanti, ki zahreščijo. Pride ena kompletna cela nova komponenta noter, ki recimo pri branju romana ne rabiš. Dobro, so pasosi romana, ki zvenijo romanov različnih teh velikih majstrov, ki zvenijo fenomenalno, če jih bereš, ne? Ampak če jih bereš na glas. Ampak tega ne potrebuješ. Medtem ko pri poeziji, pri teatru, je treba pa na te stvari misliti. In zato ti, ki si čitala, ti se jasno, da ti je bila kitajščina, ker te povezave med tem še ni. Zdaj, da bi pa, vem, da sem dostikrat, recimo, dostikrat in parkrat sem mogel res prav jaz posnet na telefon soigralcem, da so vedeli, kako se stvari izgovarja, ker ne rad počnem, zato ker pa ti figuriraš s tem tudi svojo interpretacijo, tega pa nočem. Ne se vsak najde svojo, kar je prav. Ampak recimo pa pri crklanščini, pri briščini, so stvari, ki moraš prav poznati, ampak je pa po drugi strani en fenomen, ki sem je tle odkril pri teh mojih komedijah. Da ni nujno, da si naravni govorc, da boš to znal dobro narediti. So talenti, moram reči, tle res igra en močen glasbeno-gledališki talent pri nekaterih mojih soigralcev v teh komedijah, ki sploh niso Primorci, ampak izvrstno govorijo. Ker je to muzika, ker je to glasba, ki ima ene svoje tonalitete, ene svoje kako bi rekel, moduse, svojo modalnost, in če tisto enkrat obvladaš, lahko improviziraš to noter. In moram reči, da pri doktorju Podmus sem bil grozno v dvomu, kaj bo iz tega. Ker razen Lare Komar, mislim, da nobeden, Boris Kavaca, seveda, na prvi sto ponovitev, pol je skočil Renato, ki je pa tudi bolj notranjski, ampak vseglih je malo po svoje zavil in je bilo tisto še dnevno redno, medtem ko Žiroc je Primorci toliko, ko so Panonci Primorci, mislim, so Primorci brez morja, je zginilo, preko so se rodili. In pol je Teja, ki tudi ni Primorka, čeprav je seveda mojstrica z leti izkušenj, z ogromnim talentom. In tako, ampak
išlo to res dobro. Ne? In je postalo pa seveda tako enkrat so zaigrali pri meni, če drugič daš noter, že vejo, kako stvar funkcionira. Tako da moram mogoče malo kakšen dialekt zamenjati, da jih malo heca. Pa vas prosijo za pomoč, si predstavljam, ne, pri izgovarjavi kakšnih besed, vas vprašajo, kaj pomeni, ali kako se pomaga. Ja, seveda, ja, normalno. Mislim, vse ni taka umetnost, da bi zdaj nekaj, ali pa vse tudi jaz, recimo zdaj, ko smo v mladinskem gledališču delali to predstavo Simone Semenič Rebiko, ja. Se moral jaz pa vprašati, kako se izgovori Marjuto Slamič, ker ona je pa iz Vrtovina, ne? Ker to je bilo pa hurenski dialekt, če rečete, zgornji vipavski, ne? In tudi jaz nisem jih najbolj domač. Kaj enkrat pogruntaš, kaj priješ noter, pa se to samo vrata, se ni treba, da študiraš, ko bi rekel, lingvistično, etnografsko. Se konec koncev ne gre za natančnost izgovorjave, gre za funkcionalnost. Gre za to, da stvar, tukaj smo pa že nad analizo, da stvar preprosto skoči skupaj in zazveni. Je pa recimo tukaj morda več dela pri verzih. Se spomnim enega vašega soigralca, ki je po prizoru prišel v obrekovalnico in je razlagal, da je malo zamešal in obrnil verze, ampak da je na koncu vseeno brez težav speljal. Ampak kje je bil problem? Ob odru je bil seveda takrat Iztok. In sem ga vprašala, tako, če Iztok kdaj kaj reče, ne, nadzira, če pove napake pri verzih v besedilu. In mi je odgovoril, da ne. In potem sem mu pa rekla, sem zaključila z enimi hecnimi besedami, sem rekla, niče, ma bi rad. Je kaj na tem? A da ničem, ma bi rad? Ma ne, sej, če je stvar disfunkcionalna, če ne funkcionira, če ni, zdaj, nočem za vsako malenkost, ker oder je oder, je kar napačna zadeva, ne, in človek, ki preživi in spelje stvar, tudi če se zaplete, je v redu, da mu pomagam, ne. Mislim, je v redu, da ga pustim pri miru, ne bom očital vsako malenkost samo zaradi samovšečnosti, ker sem jaz to tako napisal, hočem, da je tako, ne, daleč od tega, ni. Ampak, če je že vers in če se spotakne že četrtič, petič ob isti stavek, ob isti vers, samo zato, ker se ne zapomne, kako je v resnici, in če bi se zapomnil, bi to zunke zlezlo mimo, ne da bi niti kdorkoli, mislim, ne da bi se bilo treba njemu zmeraj znova spotikati, seveda povem. In to je dostikrat, se ljudem zdi vers cokla, tudi meni se je. Zato, ker te ovira, ker nimaš možnosti popravljanja, ker se enkrat zapleteš, padeš ven iz ritma in tako. Jaz tudi, ko sem prvo komedijo napisal verze, sem rekel, to je cokla, zmeraj sem se vražal vers. Ampak, če se ga pa ti naučiš, ne, in komedijanti dell'arte so ga znali celo improvizirati na ta laški nesterc, ne, celo z rimami. Kar seveda nikoli ne bo zvedel, če nisem na to prej recimo pripravljen, da so že imeli v žepu te pripravljene verze. Ampak, če pa se držiš, lahko znotraj tega verze, ki je ena močna forma, ogromno improviziraš. Z ritmom, z barvo, z višino tona, z pogledom, z gestikulacijo, z vsem tem, da to funkcionira na enem popolnoma drugem nivoju. Zdaj se pravim, ne popravljam malenkosti zaradi samovšečnosti, ampak samo zato, da lahko kolegu pomagam, če vidim, da bi bilo boljše, če bi pogledal še enkrat v knjigo. Ne zaradi tega. Imam preveč rad, da bi jih moril.
Kako je pa recimo z narečjem in pa stereotipi? Se pravi, da je tisti lik, ki govori v narečju, mogoče manj inteligenten, zaostal, da ga pač nekako označimo. Ja, večinoma je bilo tako, ja. Vedno v gledališču, če si govoril dialekt, se pravi, to je označeval za mono. Za ostalega. Čeprav po drugi strani, če se spomnimo naša prva komedija, Linhartov Matiček, oziroma še prej Županova Micka, je hudo v močnem dialektu. Tudi konec koncev Prešernova poezija ima precej gorenjskih vplivov. Takrat z vsem spoštovanjem do doktorja Toporišiča, Noža, Jožepa, rečem. Z vsem respektom takrat, če ni bilo vse tako uzakonjeno, in je Francl malo iskal te prave besede, pisal je pa perfektno v knjižni nemščini, ampak iskal je besede lih take, da so fajn zazvenele, nekatere so zelo gorenjske, ampak seveda to pol nekaj deluje na nekje enem drugem nivoju, zaradi tega, ker je in sporoča najbolj globoke stvari, ni to vedno označevalec idiota. Pogledava zdaj še občinstvo. Kaj je Slovencem najbolj smešno? Ja, to so naredila zdaj krog. To, kar je smešno vsem. Ni, da bi imeli mi nekje, dobro, smejemo se marsičemu, marsikdaj se zgodi, da pride smeh zaradi tega, ker je človeku nerodno. Nerodno je tudi na tem, kar se dogaja na odru. Tisti smeh potem slab komedijan prevede kot njegovo zmago pa ni. Marsikdaj se z vulgarnostmi in s temi rečmi doseže nekaj, da se smeješ, ampak prizanesljivo. V bistvu, pa sem gledaš, ali bi šel zdaj na WC, ali bi šel, rekel, da si dobil klic na stacionarca domov. Skratka, niti prijetno. To je dosti krat pri teh raznoraznih zabavah. Ampak drugače, kar se pa komedije tiče, po eni strani smo zelo selektivni, po drugi strani pa se smejemo, se pravi, ko si ljudje. Smejemo se človeškim napakam, človeški neumnosti, bom rekel. To je glavno. Tisto, kar je človek res sam kriv, s tem, da v drami je tak človek tragičen, v komediji pa tak človek smešen. Njegova zmota, njegova hamatija, se reče, je rekel Aristotel. Še zdaj je dolžno tisto knjigo o komediji. Tako da smejemo se, seveda. Moram reči, da ko sem začel delati, nisem bil čisto prepričan, da bo ta, rečemo temu, romanski princip komedije dobil tak domicil, kot ga dobiva prav nazaj na začetku moje kariere. Moram reči, da me Slovenci preseneča. Imajo smisel za humor, samo znajo zelo spretno skrivati. Tako se je učili. Pa so recimo določene teme, ki so mogoče v določenem času smešne, v določenem pa niso. Mogoče nekaj, kar je prišlo do izraza, na primer v Doktorju Podmus, pa ni prišlo v Tuto Šamato, recimo in obratno, če velja ta rek Charlieja Chaplina, da je nekaj od blizu tragedija, od daleč pa komedija. Ja, humor je izpostavljen času. Jasno, da kar je bilo v Plautovem času smešno, zdaj ni. Da se norčuješ ti iz svojega sužnja, že pojem sužnj je problematičen, je moralno sporen. Da delaš norca iz nemočnih ljudi. Potem v komediji dell'arte so imeli non-stop probleme s prebavili. Ker je lakota bolezni in te so bili sestavni del tistega časa, zdaj več niso. Je izpostavljen temu, da kar
ni prav, recimo, konkretne stvari, kar niso smešne, kar so smešne bile takrat, zdaj niso, in kar je zdaj smešno, takrat ne bi bilo, ker ne bi razumeli. Je veliko bolj izpostavljeno, kot recimo drama, tragedija, mislim, Ojdip, ne? Njegova zmota je katastrofalna, katastrofična in se lahko igra kadarkoli. Komedija je malo bolj izpostavljena temu, da mora biti tukaj in zdaj. Da mora biti, ker če drama, če je tragedija tista, ki kaže ljudi taki, ki bi hoteli biti, tragični, tudi nesrečni, ampak junaki se spopadajo s svojo usodo, vzamejo svojo usodo v roke in tragično padajo pod, malo pretiravam, ne mislim ironizirati drame, daleč od tega. Je komedija tista, ki kaže ljudi take, kot so. In take, kot so danes, zdaj, tukaj. S tem ne pomeni, da Moliera ne moreš zdaj igrati več, ali pa Plauta. Ampak samo isti problem, ki je znotraj, ista človeška neumnost, ki se skriva v sami srži zgodbe, je pa zmeraj ista. Zmeraj ista, človek misli, da je nekaj, pa ni. Človek hoče nekaj, kar ne bi rad imel. Skratka, sedem na glavni grehu, ne rečem, no. Je pa zmeraj in pozmeraj. Samo seveda je v drugi preobleki v komediji, ker komedija mora biti konkretna, komedija mora biti tukaj in zdaj. Ampak to se da narediti. To, da ni, da bi razen političnega humorja, ki je seveda mora biti hitro pisan, ker se vlade hitro menjajo, tudi neumnosti tam seveda težko narediti selekcijo, katero boš izbral v politiki. Tam gre recimo hitreje, pred temi klasičnimi komedijami so pa seveda, če jo rečemo temu posodobiš, no, ne maram tega izraza, ampak če jo atemporiraš, je potem to seveda lahko odličen moment, večno. A se vi začudite, kdaj je odziv ljudi, da se recimo enim zadevam bolj smejejo, drugim manj, da česa mogoče ne razumejo? Ja, včasih me preseneti, ne. Vem, da enkrat me je grozno presenetilo, ker smo gostovali s plešasto pevko v Braziliji. In seveda plešasta pevka, smo hodili kar ena turneja, smo hodili po teh raznih gledališčih, kjer se je bila gledališka publika že vzgojena. In imajo tudi akademijo oziroma celo srednja šola za gledališče. In smo imeli prvo, drugo, tretjo ponovitev in vedno so se smejali, seveda teksta niso razumeli, so se smejali na gestikulacijo, na to. Je taka igra, kjer se razmerja hitro prepoznajo. Pa sem videl, da so enkrat začeli se smejati na popolnoma nepričakovanih mestih. In pa smo gledali, kaj so Slovenci vmesili, kaj? Ampak vedno z nekim zamikom. Zamikom enih par sekund. Pa so se pol zarežali, tako da so pati seveda tam, ker nisem pričakoval absolutno v tekst recimo. Ampak kaj se dogaja? Pa so žgali luč in sem videl, da so ti študenti imeli pred sabo tekst in ga sproti brali, ko smo mi igrali. No, mislim, taka presenečenja so, ne. Dostikrat se zasmejo na kakšnem mestu, dostikrat se pa zgodi, da je, ker teater je le eno drugo umetnost kot literatura, ne, da se zaradi igre, zaradi same situacije na odru, zaradi igralca ali igralcev, se ustvari en komičen moment, en očarljiv moment, ki ga v tekstu nisi niti predvideval zaradi njihovega šarma, zaradi tega, ker so oni svojo intuicijo pogruntali, da tam nekaj še tiči. Kar nisem jaz opazil. To videti svoje stvari uprizorjene je kar dogodek. Pa recimo, če se spustiva mogoče z tega svetovnega nivoja spet na slovenski nivo, da so določene šale recimo bolj lokalno smešne, ne vem, samo na Primorskem ali pa samo na Štajerskem.
Seveda, ne, včasih da je kakšna beseda oziroma kakšna povezava besed, ki so seveda čisto lokalne. Pa recimo po drugi strani, če zdaj vaša generacija že malo drugačna, ampak če se včasih hecalo na račun fašizma, je tle na Primorskem malo drugače kot tem, ko so recimo, ko smo igrali tistega lepega dne. Ja. Igrali na Koroškem in so rekli, ja, fašisti. To so bili tako kot naši nacisti, samo malo manj. Ne? Bilo je treba prav malo narisati, kako je izgledalo ta presija na primorskega Slovenca, za razliko od koroškega Slovenca. Ampak to so pač te kulturne majhne razlike, ki niso toliko pomembne za samorazumevanje. So pa samorazumevanje cele zgodbe, so pa šarmantne, so tisto, kar naredi gledališče in dela v gledališču. Verjetno je največji strah igralcev, ki igrajo komedijo, prav ta, kot smo ga na začetku povedala, da se ljudje ne bi smejali. Kaj pa, če se res ne? Kaj, če je odziv mlačen? Tako. Grozljivka. Razen, če seveda se distanciraš od svojega dela in kot sem rekel, na koncu se prikloniš in rečeš, nisem. Probaš z pogledom takim žalostnim povedati, dragi abonenti, jaz nisem izbral to stvar. Imam svojega šefinjo, ki to določa in tako se je išlo, jaz moram svoje delo narediti naprej. Grozen občutek, še posebej pri komediji. To je tako imenovani igralski pekel. Ker igralci imamo more, da je publika neodzivna, tudi sanjaš te stvari. Ali pa, da prideš na oder oblečen v kostum, ali pa tudi ne, in vsi kolegi te gledajo, čakajo, da boš rekel in ti nimaš pojma, v kateri predstavi si, kaj bi imel za reči. So te gledališke more, ki nas preganjajo. No, med njimi je tudi ta, da je tišina v publiki, ko ti probaš na vsak način biti šarmanten, šarmirati in tam je klinično mrtvi vsi. To ni lepo. Se je to zgodilo kdaj pri teh vaših 4 predstavah? Ne. Spomnim se, ena dvorana v Sloveniji je taka, kjer se, ne vem kako, kdo je ta Fardaman, ki je oblikoval to dvorano, da je akustično ni pomislil na to, da ne samo, da mora priti zvok na oder, ampak in toliko, da mora priti tudi, da mora priti z odra zvok v dvorano, ampak tudi toliko iz dvorane nazaj. In odziva ne slišiš. Ne? In tam se spomnim, da smo enkrat igrali, povsod je bil smeh, kaj je. In pa se priklanjamo in stopimo naprej od rampe, malo naprej, tako da smo slišali dvorano, da smo bližali noter v dvorani, ker če ne je bila taka školjka, ker je odbivala vse zvoke iz dvorane nazaj, nismo dobili nič na oder. Nastopili ven, vidimo, da se v bistvu režijo en aplavz tak, da smo morali prihajati na oder še večkrat. Da bi se pa prav zgodilo, mogoče enkrat samkrat, pa ne vem, kaj je bilo, v enem turističnem mestu smo bili, ker je precej tujcev in se mi zdi, da so tujci noter šli. In zdaj še v dialektu in to niso razumeli nič. Tako da je bilo res muka takrat igrati. Muka je seveda igrati recimo komedijo, ko hočejo posnet na TV-ju ali pa tako brez publike. Ko nimaš odziva, ti si pa že navajen na ta odziv in to te požre bolj kot 4 predstave. Ker preprosto ni tistega vala, ki bi te peljal naprej. Kaj pa recimo, to imamo skupno izkušnjo, komedije ne bi bile narejene za mase ljudi, da so dvorane polne. Kaj pa recimo ko so dvorane, oziroma ko so bile, zdaj jih niti ni, ampak ko so bile na pol prazne, oziroma ko je bilo manj ljudi, meni se je zdelo, da vendarle ni takega učinka, kot če bi bila dvorana bolj polna.
Seveda ni. Seveda ni. Se pravi, pride do neke interakcije med publiko in med igralcem. In tle v bistvu kar sodelujeta. In zdaj, če te moči ni z dvorane ven, ker je huronski smeh, ki ga tudi tisti igralci, ki pravijo, da ne marajo igrati komedije, ne me lagati, samo ne znaš je opojen, je fantastičen, je lep in si tako kot surfač na valovih. Pride val, ga zajameš in se pelješ. In če je ta smeh, je ta val. In ti ga moraš res zajeti in potem se pelješ in je super vožnja. Mislim, še zmeraj ne smeš dol pasti, še zmeraj so vse mišice napete do konca, ves čas gledaš v val, ampak se pelješ. Če ne, je pa kot da se vedno spotika, že vedno znova moraš spet čakati val, če pride ga zajahati, pa crkne val, pa in je to eno premetavanje v vodi, ne da bi sploh kdaj stopil na desko. In je res je pekel. Tle so veliki drameži v veliki prednosti. Tega pekla ne poznajo. Kako se pa, če sploh seveda se vaše predstave mogoče spreminjajo kaj od prve ponovitve, pa potem do kasnejših ponovitev? Tudi če vključiva zdaj, kar sva povedala, odzive gledalcev. Vse. Ne morem reči, da v svojem bistvu, ampak je tako kot kamen v reki ali pa rečemo pod ledenikom, ki se zbrusi počasi, da vse tisti ostri robovi sami odpadajo. Marsikdaj tudi, kar je režiser striktno rekel, se pa moraš biti tako širok, pa če vidiš, da ne funkcionira, da moraš biti se med igrali, malo zmanjšati, zato da je funkcionalno. V bistvu, intuicija igralčeva v tem interakciji s publiko je nekaj fantastičnega. Ena podzavest te pelje, en občutek, da veš, koliko je prav, koliko ni prav in da funkcionira bolj. Zdaj seveda, je stvar okusa. So nekateri, ki grejo pol čez mejo, ki, vem, da en moj kolega igralski je imel nalogo, da nekje tam v kantonu stran urinira v lonc. Ko so bile premiera, pa repriza, bolj je lezo naprej, na koncu je uriniral na rampi. Mislim, navidezno uriniral, ma se mu je zdelo, da bo bolj smešno, če bodo se videli. Ni res. V sami zgodbi ta stvar je marginalna, ampak zato, ker je vulgarna, kaj je to? Stvar dobrega okusa, stvar občutka, stvar komedijanske muzikaličnosti. Ko sva že pri malo bolj mogoče vulgarnih zadevah, kako pa je s poparčki v jeziku, s vulgarnimi izrazi, s kletvicami v komedijah in pa sprejemu pri občinstvu in nenazadnje pri smehu? Lepo, da si uporablja besedo popar, ker to je začimba. Zdaj jaz nisem njih velik ljubitelj pretirano mehiške hrane. Da je to toliko tega papriciranega okusa originalnega sploh ne opaziš. Mediteranska kuhanja je narejena drugače. Imajo ogromno začimb. Ne toliko sicer arabska kuhinja, čeprav mislim, da več, ker dišavnice je dosti več. In s peteršiljem, s tem so zelo previdni. Zelo natančno, kaj se kam da in koliko. In seveda, nekje ne sme manjkati popra, nekje ne sme manjkati soli. To sta tudi dve metafori, ki veljajo za komedijo. Da mora biti tudi sol. In je seveda stvar takega prave mere, s tem ne mislim mere, ki je enkrat za vse, da ne, ti jo lahko širiš. Ampak vedeti moraš, zakaj, vedeti moraš kdaj. Mediteranska kuhinja ima ogromno papriciranih stvari, ampak samo nekatere, ne vse. Ne mečeš vsako reč čili. Ker to je mogoče tudi
recimo meni tržaška omaka na ribah ni nikoli všeč. Zato zakaj so si izmislili? Zato, ker je bila tista riba že malo stara, je imela že nekaj skozi preko se oddaljene krožnik. Se dodaja tisti česen na olivno olje, da prekrije, da je že malo posthumna, tista riba. Imam rad seveda papricirano vse, ampak je pa odvisno od ljudi. In če vaše pesmi preizkušate v oštarijah, zdaj sva super navezala s to prehrano oziroma s hrano in začimbami, kje potem pa in pred kom preizkušate vaše predstave? To je, se pravi, so vam midva že v pogovoru to že omenila. Jasno, da ko so stvari že zamišljene, nastavljene, namreč dostikrat se pri pisanju zgodi, da ti od enega dreva ne vidiš gozda. In obratno, od enega gozda ne paziš dreva. Tako da moraš vedno imeti še nekoga, ki ti lahko tu pomaga, pa si pa seveda izbiraš razne, ki ti kaj svetujejo, dobiš drugo mnenje. Ni nujno, da vse upoštevaš. Moraš tudi vedeti, zakaj je to rekel, moraš tudi vedeti. In skratka, vedno je z nekom. Ampak, ko prvič zaigram v oštariji, je to premiera. In ko prvič zaigramo na odru, je to premiera. Pa vse stvari pa še vedno lahko malo spreminjajo. In je ta proces seveda do zadnje predstave oziroma pri pesmih pa do posnetka. Pa še pol, dostikrat zanalašč, da bi malo drugače. Vaši sodelavci pravijo, da ste žlahtni zaradi vaše neverjetne mirnosti. Tudi tik pred premiero, ko je to za vas zelo velika obremenitev, da takrat znate povedati tudi kakšen šaljiv citat, kakšno zanimivo misel, da se potem vsi zelo lepo nasmejejo in sproščeno grejo na oder. A se kdaj takrat, tik pred začetkom predstave, vprašate, kaj je meni tega treba? Če se ne bi vsakič znova vprašal, kaj je meni tega treba, je bilo nekaj narobe z mano. Mislim, da ga ni človeka, ki to ne bi zmenil. Pa je, da maestro Luciano Pavarotti, tisti 10 minut je rekel, 10 minut prej kot stopi na oder, pa Luciano Pavarotti, mislim človek, ki je prišel cel svet je obkrožil, mislim, samo se postavil s tistim robčkom tam, to so bili že vsi tiho, je tu, samo čakali so njegov famozni tenor, kako bo tu zaropotalo in kako bo tu jokale šjore in bili moški fauš. On je rekel, da tistih 10 minut, tistega pekla, prej, ko stopi na oder, ne bi prvoščil še najhujšemu sovražniku, če bi ga imel. Zmeram je en tak, oder je nenaravna situacija. To je eden največjih stresov, psihološko definirano, da je eden največjih stresov, kar jih človek doživi. Zelo blizu je strah pred smrtjo. Zelo blizu na tem nivoju. Ker je nenaturen, je nenaraven. Ti se izpostaviš ljudem in si ranljiv. In igralce tukaj, zaradi tega jaz zmeram ne morem presojati igralca, da bom rekel ti, ja, ti ne, ker smo dali nekaj skozi, smo nekaj spoznali teh bolečin, teh groz, ki pa se vedno, mislim, ko ga enkrat občutiš, ne moreš brez tega, ker te pa seveda, koliko so padci boleči, te pripelje tudi višave, da te višave so bolj kratkega daha, padci so, trajejo. To je en tisti poklicev, ki ne delaš zaradi denarja, ker denarja ni, ne delaš zaradi tega, ker ti je všeč, ker ti dostikrat tudi ni. Delaš zato, ker si ne predstavljaš, da bi delal kaj drugega. Ne znam razložiti drugače. No, če reči to, da ne vem, kje vidijo v meni mirnost. Verjetno je res samo to, da sem tiste metulčke naučil leteti v formaciji, ker če bi še jaz pa ničar zraven, ne vem, če bi pomagal kolegom. In se pa z leti naučiš, da tudi če bo še najslabša predstava možna, ker si človek predstavlja, imaš ogromno šans, tu, ko si mlad, ne verjameš, ampak ker si star, veš, da imaš ogromno šans,
da boš preživel. Rečeva zdaj Tuto Šamato. Tuto Šamato. Tuto Šamato. In zaključujeva z eno zahvalo. Najprej vam, Iztok, hvala lepa za odgovore. Pa bi malo duhi, ne? Zreži, kaj ven. Za čas. Ja. Z Istokom upava, ne, da je bil tale pogovor ena taka zelo okusna poslastica in zato ob tej priložnosti hvala vsem, ki ste bili z nami na dogodkih v okviru Primorskih slovenističnih dnevov. Hvala pa tudi številni ekipi, ki se je trudila, da kljub težkim razmeram pripravi bogat in zanimiv program. Iztok, jaz vam pa še na koncu nekaj priznam, da si v zadnjih mesecih kar pogosto pojem vaše pesmi in vam povem, kateri verzi mi grejo največkrat po glavi v zadnjem času. No. Ta svet je šel ven z glave, a nima namena se vrniti nazaj. Ne. Cajte so res za jih pozabiti, no, po drugi strani pa, ne, če pomislimo, Shakespeare je imel 2 leti zaprt teater, ta čas kaj je naredil? Je napisal svoje sonete, je napisal med tisto veliko kuhu v Londonu, je napisal Kralja Lira, tako da ni glih proč vržen cajt. Da pa bo šel ven z glave, da je šel ven z glave in da nam ni naprit nazaj, jaz upam. Ker ko bo prišel nazaj in ko bo rad to pameten, mi komedijante ne bomo imeli kaj delati. Se pravi, si želimo čim več takega časa. Do svoje mere. S tem poudarkom. Hvala lepa, Iztok. Mislim, da so vsi dojeli sporočilo, vsaj z moje strani, izjemno prijetno. Sva nanizala kar nekaj literarno-zgodovinskih pojmov, vmes šla pa do kulinarike, pa malo teorije pogleda, tako da jaz mislim, da bo to zelo simpatično, zelo viralno in zelo gledljivo. Viralno pomeni virus pa to, ne, čakaj, Ne, da bodo vsi odpirali klik. Kaj, še nisem cepljen, čakaj, sem cepljen, pa malo se čemu drugemu, proti pameti recimo, pa zato še ne, tako da nisem še v tej eliti. Prej, ko govoriš o realnosti. Boste počakali na naslednje prioritetne skupine. Tako. Hvala lepa, Iztok, hvala lepa vsem, lep večer in lahko noč. Hvala tebi za povabilo, je bilo fajn. Ajde, Hvala. se vidimo. Čau.